17. marca je v Slovenskih Konjicah v Domu kulture potekala predstavitev knjižne izdaje Janeza Janše z naslovom Bela knjiga slovenske osamosvojitve. Spoštovani podžupan občine Slovenske Konjice, spoštovani gospod predsednik, cenjeni gost, gospod Janez Janša, cenjena moderatorka, doktorica Andreja Valič-Zver. Dragi člani združenja, spoštovani drugi gostje. Lepo pozdravljeni v Slovenskih Konjicah, v mestu, ki danes v tem že čisto pomladnem večeru diha slovensko. Diha za našo domovino, njeno lepoto, njene ljudi in njihove sanje, ki so z osamosvojitvijo postale resničnost. In to resničnost danes živimo, se za njo trudimo in jo podpiramo. Brez domovine nas ni, zato mi potrebujemo domovino. Saj ko delamo za njo, takrat delamo zase, za svoje otroke, prijatelje, sovaščane, somaščane in sodržavljane. Domovina ni abstraktni pojem, ampak je to, kar smo mi, ter to, kar želimo postati. Ko se tega zavedamo, postane domovina konkretna, saj gre za naše skupno življenje, naše odnose, predvsem pa za našo prihodnost. Verjamem, da se danes tukaj navzoči pridružujemo tisočim Slovenkam in Slovencem in skupaj z njimi v srcu pojemo Bodi zdrava domovina. In veliko veselje nam je, da bomo danes od vas, spoštovani gospod Janša, na predstavitvi zbornika slišali, kako so osamosvojitvi verzi te pesmi odmevali v vaših srcih in kako je nastal Mili moj slovenski kraj. Hvala. Pogovor je vodila Andreja Valič-Zver, gledalci, ki so napolnili dvorano, pa so preživeli dobri 2 uri v razmišljanju o zgodovini in o trenutni situaciji. 20 let po slovenski osamosvojitvi, gori dokumentov in pričevanj iz tistega časa, lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo to najburnejše, nepredvidljivo, pa tudi herojsko obdobje v celotni znani zgodovini slovenskega naroda. Jugoslavija in z njo Slovenija je bila konec 80. let prejšnjega stoletja v politični, moralni in ekonomski krizi. Ta kriza je bila posledica komunističnega modela upravljanja z državo. Začela se je takoj po smrti diktatorja Josipa Broza. Sledil je strahovit padec standarda državljanov prek inflacijske spirale, hkrati so republike začele pridobivati moč proti federaciji. Tu je imela glavno vlogo Jugoslovanska ljudska armada, ki je bila pod nadzorom Josipa Broza in je po njegovi smrti postala samostojna sila, njej pa so se podrejali tudi komunistični oblastniki. Ekonomska kriza je zajela vse komunistične države vzhodnega bloka, posledično pa povzročila začetek demokratičnih procesov v teh državah. Ko govorimo o enotnosti, ki je botrovala v veliki meri, ki je bila eden od najpomembnejših pogojev za to, da smo se Slovenci osamosvojili, da smo izkoristili to zgodovinsko nišo priložnosti. Ta enotnost naroda je izpričana, to je dejstvo. Prvič v zgodovini Slovencev smo imeli možnost na plebiscitu 23. decembra 1990, da sami odločamo o svoji uslovi. Nikoli prej si slovenski narod ni pisal sodbe sam. Velikokrat se je zlorabljalo Cankarjev stavek, narod si bo pisal sodbo sam, ne frak moj, ne boj, ne talar. Tisti, ki so to najbolj ponavljali, so najbolj zlorabljali oblast v celotni zgodovini slovenskega naroda, ampak tudi prej nikoli narod ni imel priložnosti, da si sam napiše sodbo. To priložnost narod dobil prvič šele po odločitvi Demosa v Poljčah v začetku novembra 1990 na plebiscitu istega leta. In slovenski narod se je odločil za samostojno državo na demokratičen način, z velikansko udeležbo. In od takrat naprej je samostojna Slovenija utemeljena na tej demokratični odločitvi, kateri je botrovala enotnost slovenskega naroda. Slovenska pomlad se je začela na poseben način.
in spontano z aretacijo in sojenjem Janeza Janše, Ivana Borštnerja, Davida Tasića in Francija Zavrla. Te aretacije so bile posledica dogovora med Jugoslovansko ljudsko armado in komunističnimi oblastmi v Sloveniji. Povzročila je spontano reakcijo slovenske javnosti in ustanovitev Odbora za varstvo človekovih pravic. Začel se je proces demokratizacije, ustanavljanja novih strank in prvih demokratičnih volitev. Tako sta Slovenija in Hrvaška v letu 1990 prvi izvedli demokratične volitve. V Sloveniji je zmagala koalicija Demos, armada ni sprejela in priznala demokratičnih vlad v Sloveniji in na Hrvaškem. Sledila je agresija, nekateri pa so posredno ali neposredno z njo kolaborirali. Pričujoča knjiga je dragocen prispevek k razumevanju minulega obdobja. Slovenska politika je bila razdeljena na zmagoviti Demos in stranke kontinuitete, ki so bile v opoziciji. Ta delitev je ostala tudi pri osamosvojitvenih procesih in to kljub nedvoumno izraženi volji velike večine državljanov na plebiscitu 23. decembra 1990. Poznavanje tedanjega časa in delovanja posameznih strank daje v veliki meri odgovor na sedanje stanje v Sloveniji.